Tole je trenutno najvarnejši avtomobil na svetu. No, najvarnejši na cesti, ne kot skrivališče pred medvedom. A je šel? Tole je Volvo XC90. Zelo zanimiv stroj, ki je tudi dovolj markanten, da vas bodo medvedi takoj opazili in da boste ob poplavi BMW-jev, Audijev in Mercedes-Benzov vedno izstopali. Sploh s paketom Air Design. Tale se mi zdi celo preveč nastopaški, je dovolj že brez vseh teh podaljškov. Imam raje več elegance. Znotraj pa je eleganten v vsakem primeru. Vse je pospravljeno in lepo oblikovano, stikal je malo, materiali pa so odlični. Tole denimo je pravi karbon in tole je pravo steklo, skoraj vse ostalo pa je oblečeno v usnje in tega ni malo, ker je avtomobil ogromen. Prtljažnik je razkošen, teh 5 sedežev prav tako in celo na zadnjih dveh je prostora več kot le za silo. No in zadaj je celo gumbek, da lahko avtomobil dvigate ali pa spuščate. Najbolj atraktiven je seveda tukaj za volanom. Ta zaslon je velik in odzivan, eden najhitrejših v avtomobilih. Za moj okus poleg teh stikal sicer manjkajo še tiste za klimo, bi bilo bolj priročno, je pa vse skupaj zelo pri roki in dovolj pregledno. Parkirne kamere so tudi med najboljšimi, predvsem zaradi odlične ločljivosti. Kakšno malenkost me tudi moti, recimo, da tukaj med merilniki ne morem nastaviti podatka o povprečni porabi goriva in moram zanj brskati po tem meniju, ki je po svoje tudi kompliciran in zamuden. Pa da so sklopi gumbov kar nametani skupaj, namesto da bi jih malce bolj smiselno uredili. Parkirni senzori so tule, parkirni pomočnik je tukaj, tole je spet tule. Da je XC90 velik, je jasno predvsem v mestih in na ozkih parkiriščih, sicer pa niti ne. Ok, velikost se seveda čuti, ni pa naporen ali pa štorast, samo velik. In bolj udoben od marsikaterega tekmeca, čeprav ni perfekten, verjetno je to takoj opazno. Poglejte kolesa, 22 palcev imajo platišča, mislim, kam smo že prišli. In jasno je, da boste čutili več vibracij z ceste, kot bi jih z manjšimi. Manjše vibracije se čutijo tudi na volanu, na slabih cestah seveda, sem pa vseeno presenečen, da je vožnja tako zelo udobna. No, mogoče niti nisem presenečen, ker je vzmetenje zračno, riti pa razvajajo vrhunski sedeži, kot fotelji so. Morda je še največje razočaranje motor. Z njim ni nič narobe, vsaj nič oprijemljivega ne, je pa ob izgubi enega valja izgubil tudi zvok in s tem svoj značilni karakter. Ekologija je pač zahtevala čistejše motorje in zato je motor D5 sedaj 4-valjni, moči mu sicer ne manjka, lepo je prožen, celo poraba je sprejemljiva, kakšnih 9 litrov, ampak vseeno mu manjka nekaj posebnosti ali pa prestiža. Na srečo lahko brnenje motorja odmislite in enostavno povečate glasnost audio sistema. Enega najboljših na trgu in tudi to je od nekdaj Volvova specialiteta. Bowers & Wilkins je poskrbel, da je izkušnja res odlična, podoživite lahko celo občutek dvorane v Göteborgu, no, nekakšen približek, ampak vseeno vrhunski. In če vas bo kakšen nevoščljivec zbodel, da vozite kitajski polizdelek, ga kar takoj umirite. Kljub vzhodnjaškemu poreklu je tole pravi Šved, tako po kakovosti in izdelavi. No, pa po obliki in po ceni. Točno tale stane le malo manj od stotice. Evrskih tisočakov, česa pa.